Praktični nasveti, kako praznovati in ostati zdrav. Kako oblikovati varen krog ljudi, družabni mehurček. Edini način, da praznike v širšem krogu lahko preživimo varno, je, da ostanemo znotraj svojega mehurčka oziroma da oblikujemo svoj družabni mehurček. Čas za oblikovanje takega mehurčka je zdaj, 2 tedna pred prazniki. To pomeni, da se z izbranimi prijatelji in družino pogovorimo in skupaj odločimo, da se bomo pred napovedanim druženjem srečevali samo in izključno znotraj svojega osnovnega kroga ljudi. 10 dni je doba karantene, ki je odrejena v primeru stika z okuženo osebo. V 14 dneh po okužbi s koronavirusom namreč bolezen razvije okoli 90% ljudi. Povprečna inkubacijska doba je sicer 5 dni. Če želimo biti maksimalno varni in odgovorni, pred druženjem počakajmo vsaj 10 dni. V tem času po možnosti opravljajmo delo od doma. Če to ni možno, na delu dosledno sledimo vsem priporočilom. Redno prezračevanje zaprtih prostorov, ohranjanje razdalje, izogibanje tesnim stikom in gneči, nošenje maske ves čas, izogibanje skupnim sestankom v zaprtih prostorih, izogibanje skupinskemu malicanju in pitju kave v zaprtih prostorih, redno umivanje rok in predvsem hitra samoosamitev v primeru stika z okuženo osebo ali v primeru izkazovanja simptomov okužbe. Izven dela opravimo zgolj najnujnejše opravke in pri tem upoštevajmo zgoraj navedena priporočila. Bodimo pozorni na glavne simptome okužbe. Bodimo ves čas pozorni na simptome morebitne okužbe, ki so vročina, kašelj, splošna utrujenost in izguba vonja ter okusa. Med manj pogoste spadajo boleče žrelo, glavobol, bolečine v sklepih, prebavne motnje, izpuščaji na koži in spremembe v obarvanosti prstov na rokah in stopalih ter občutljive oči. Če se pojavijo takšni simptomi, se izolirajmo, pokličimo osebnega zdravnika in se naročimo na testiranje. Nekaj teh simptomov je podobnih sicer nenevarnim prehladom, zato pogosto mislimo, da ni nič hujšega ali da je dovolj le en paracetamol. Letos bodimo pozorni tudi na najmanjše spremembe. Toda tudi to, da se dobro počutimo, ne pomeni, da ne moremo okužiti ljudi okoli sebe. Žal se okužba prenaša tudi tako, da se nekateri okuženi počutijo povsem zdrave. Vsi stiki z ljudmi izven našega gospodinjstva predstavljajo tveganje za širjenje okužbe. Če želimo preveriti, ali smo aktivno okuženi, moramo opraviti test PCR ali pa antigenski test. Pri obeh se vzorec vzame iz nosnožrelnega predela. Bolj zanesljiv je test PCR. Pri obeh negativni rezultat pomeni samo, da smo negativni in da virus ni bil zaznan takrat, ko smo se testirali. To se lahko naglo spremeni, saj se virus v nosnožrelnem predelu množi izredno hitro. Poleg tega pa smo se lahko okužili tik pred ali po testiranju in se bolezen oziroma okužba še ni razvila. Zato je v primeru antigenskega testa, ki da rezultate v pol ure,
tega najbolje izvesti tik, torej uro ali manj, pred srečanjem in v času med testom in srečanjem ostati v izolaciji svojega ožjega kroga. Tudi v primeru testa PCR se poskusimo udeležiti testiranja čim bližje času druženja. Eden od razlogov, da se koronavirus tako uspešno širi, je, da virus okužene osebe lahko širijo že, ko se počutijo še povsem zdrave, ali če imajo zelo blage simptome, ki jih marsikdo sploh ne zazna. Zato je potrebno priporočila upoštevati tudi, če se počutimo dobro, a smo bili predtem v tveganih stikih. Opozorilo aplikacije Ostani zdrav, poznamo nekoga z okužbo ali smo bili v stiku z nekom z okužbo ali v stiku z velikim številom ljudi. Virus se uspešno širi tudi z manjšimi kapljicami, ki nastajajo pri dihanju, govorjenju, petju, ki lahko v zaprtih, slabo prezračenih prostorih kar nekaj časa lebdijo v zraku. Če je v istem prostoru okužena oseba, se okužba prenese na nas. Ker moramo vdihniti dovolj kapljic, da se okužimo, je pomemben tudi čas trajanja tvegane izpostavljenosti. Zato se druženju v zaprtih prostorih izogibajmo za vsako ceno in ga prihranimo samo za najbližje, ki jim lahko zaupamo. Kje in kako se je najbolj varno družiti? Najbolj varno in priporočljivo je seveda druženje po spletu. In če bomo letošnje novoletne praznike preživeli doma s člani svojega gospodinjstva. Nizko tveganje predstavljajo stiki s čim manjšim številom ljudi in gospodinjstev, najbolje zunaj. Lahko gremo na primer na sprehod in če res upoštevamo predpise in priporočila, si morda lahko celo privoščimo praznični zimski piknik v naravi, tudi ob tabornem ognju, kurišču ali zgolj grelcu. Srednje tveganje predstavlja srečevanje z več ljudmi iz različnih gospodinjstev in brez predhodnega zmanjšanja stikov na minimum. Zlasti, če se namesto sprehoda odločimo za druženje zunaj za isto mizo, pogovarjanje in glasno govorjenje brez mask in upoštevanja razdalje. Pri tem lahko pride do izločanja več kapljic in izdihanega zraka v zrak. Visoko tveganje predstavljajo stiki z veliko ljudmi iz različnih gospodinjstev v zaprtih, slabo prezračenih prostorih. Tveganje lahko sicer zmanjšamo s prezračevanjem. Za največje zmanjšanje visokega tveganja priporočamo na stežaj odprta okna v času druženja in še nekaj časa po tem. Nošenjem maske, umivanjem rok in ohranjanjem fizične razdalje. Morda ni prijetno, hkrati pa nobena od teh tehnik ni zagotovilo, da v zaprtem prostoru ne bo prišlo do okužbe. Najvišje tveganje predstavljajo stiki z veliko ljudmi iz različnih gospodinjstev v zaprtih, slabo prezračenih prostorih brez upoštevanja priporočil. Pogostitve, zabave, koncerti, tudi malice in skupni obroki. Pri druženju z ljudmi iz različnih gospodinjstev je dobro, da ponovno sledi samoizolacija do 10 dni. Pišimo dnevnik stikov. Pisanje dnevnika druženja v času novoletnih praznikov je ključno za morebitno hitro obveščanje, če je prišlo do okužbe. Na začetku je smiselno obvestiti vse stike, ki smo jih imeli 2 do 3 dni pred pojavom simptomov.
Zato lahko uporabimo tudi SMS obvestilnik Covid Spark. Nadalje se je dobro tudi vprašati, kje bi lahko bil vzrok okužbe. Potovanja. Ali grem lahko čez mejo v Slovenijo? Grem lahko v tujino? Načeloma ne, a obstajajo tudi nujne izjeme. Informacije o prehajanju meje lahko dobite na telefonski številki 080 1440. Če kličete iz tujine, vam je na voljo številka +386 1478 7550. Klice sprejemajo od ponedeljka do petka med 8 in 18 uro. Pravila glede prehajanja mej se spreminjajo. Najbolj aktualne informacije lahko dobite na spletni strani Vlade Republike Slovenije in policije.